Ja, danes mogoče so hotele malo bolj na široko predstaviti dve že delujoči prostovoljni praksi, ki delujeta zdaj že kar nekaj let. Pravična trgovina konkretno se je začela oblikovati malo po drugi svetovni vojni in v teh času v bistvu predstavlja eno precej močno alternativo mednarodni trgovini. Ampak glede na to, da nimamo časa, se ne bom spuščala v podrobnosti, bi pa rada poudarila, da pravična trgovina dokazuje, da pač drugačen način delovanja je možen. V vsem tem času je tudi izpostavila, na katerih področjih so stvari lahko urejene, to se pravi, lahko se uredijo odnosi med proizvajalci do delavcev, do vključenih pridelovalcev, pridelava in potem tudi povezava z trgovinami in končnimi kupci na koncu, ki so ozaveščeni, ki vejo, kaj kupujejo in se za te stvari tudi odločajo. Je pa res, da ne glede na to, kako velika je danes, še vedno zavzema manj kot 1% celotne mednarodne trgovine in lahko še vedno predstavlja samo nek pilotni projekt oziroma služi kot nek inovator oziroma neka praksa, na kateri se lahko učimo, ne more biti pa tista, ki bo sistem rešila. Zato je v resnici zakonodajni okvir na tem področju izredno pomemben, da se ga postavi, zato se tudi pravična trgovina čisto kot gibanje na svetovnem nivoju prizadeva, da bi se sprejela zakonodaja na evropskem nivoju na področju dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja, zato ker pravična trgovina sicer daje večji poudarek na zaščiti človekovih pravic, ampak je okolje enako pomembno oziroma ga vedno dodaja zraven, tako se pravi, nikoli ga ne spušča kot enega izmed tistih elementov, ki so pomembni pri vzpostavljanju neke smiselne prakse, ki bi veljala v prihodnosti. Tako da, Maruša, izvoli. Hvala lepa, Živa. Torej, glede na to, da smo res že na koncu, mislim, da agende sem se jaz odločila, da namesto predstavitve recimo certifikatov in zavez, ki jih imamo trenutno na voljo v Sloveniji, mogoče res samo še povzamemo točno to, kar je bilo danes že povedano. Torej, dejansko imamo kar že nekaj možnosti, po katerih lahko podjetja prostovoljno pristopijo k implementaciji ukrepov na področju človekovih pravic varovanja okolja. Tudi v Sloveniji so takšne možnosti, med drugimi ima recimo Ministrstvo za zunanje zadeve zavezo k spoštovanju človekovih pravic, ki seveda naslavlja tudi v majhnem deležu varovanja okolja. Mi kot nosilci postopka certificiranja, recimo certificiramo na področju družbeno odgovornega ravnanja delodajalcev, ki gre malo širše tudi od tega, ampak istočasno pač je klele za poudariti, da gre to, da se obravnava podjetje za podjetjem. Torej, eno podjetje naenkrat, oziroma v primeru nas smo zdaj na preko 200 podjetij, Ministrstvo za zunanje zadeve je pristopilo 18 podjetij. To so recimo številke, ki dajo vedeti, da je to dolgotrajen postopek, kot je bilo rečeno, bi pa lahko spremembe bili le hitrejše, ko se nekaj uzakoni. Istočasno je mogoče iz teh prostovoljnih postopkov tudi razvidno, da ni nujno, da je to celovito obravnavana vsa tematika, ker pač podjetja odločijo, katerim postopkom se bojo pridružila oziroma katerim ukrepom, katerim certifikatom, katere zaveze in v kakšni meri. Torej, celovitost samega obravnavanja tematike ni zagotovljena. In seveda tretje, kar je bilo tudi že večkrat danes povedano, na koncu, ukolikor implementacije ne izvajajo v takšni meri, kot bi si želeli, ni nujno, da obstaja nadzor nad tem, kako je bilo to izvajanje, in ni nobene pravne odgovornosti podjetij za prostovoljne ukrepe. Načeloma, običajno za podjetja to pomeni, da ali same izstopijo iz teh postopkov, ali pač so spodbujena, da izstopijo iz tega in izgubijo, na primer, certificiranje. Torej, še enkrat, pač zakonodaja omogoča, da je večja pokritost pač v podjetjih, ukolikor seveda zakonodaja pravilno vzpostavljena. Kar se je recimo že dogajalo in kar smo danes videli na nemškem primeru je, da včasih zakonodajalci postavijo same zahteve oziroma pogoje, na katera podjetja se bo nanašala posamezna zakonodaja zelo visoko.
Torej, v primeru Nemčije smo danes slišali nad 3000 zaposlenih, to v Sloveniji vemo, da ne bo šlo. Imamo mi primere kakšne zakonodaje, kot je direktiva o nefinančnem poročanju, ki ima tudi kar visoko število zaposlenih oziroma druge pogoje, za katera pač podjetja zakonodaja velja. In takrat, ko zakonodajo ali vnašamo v naš sistem ali pač sami pišemo, je treba dejansko gledati tudi v kontekstu, v katerem se piše, zaradi tega, da prinese čim večji učinek na naš trg in seveda na doseganje ciljev, ki jih imamo, torej v primeru recimo spoštovanja človekovih pravic, varovanja okolja ali širše družbene odgovornosti. Hvala.